Bodo izjave glede sprejete nacionalne strategije podali župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, predsednik sindikata Premogovnika Velenje gospod Simon Lamot in predsednik sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije gospod Branko Sevčnikar. Med nami pozdravljam tudi vodjo Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje gospod Karlo Siter. Župan, izvolite. Hvala lepa, spoštovani predstavniki medijev. Se mi zdi, da so nekateri kar odpirali šampance, zdaj, ko se je sama strategija za izstop iz premogovne regije sprejela. V Mestni občini Velenje smo seveda ob tej informaciji ostali na realnih tleh, kajti zavedamo se, tako kot smo se tudi v preteklosti zavedali, da je to pravzaprav ključno vprašanje, kakšno prihodnost želimo imeti v Velenju in v širši regiji, in da pravzaprav niti nismo bili seznanjeni z zadnjo verzijo same strategije, ki jo je vlada potem na sami seji obravnavala, kar seveda pomeni, da smo morali ta dokument tudi ustrezno proučiti, se do njega konec koncev tudi opredeliti. Lahko povem, da smo v zadnjih 2 letih ogromno naše energije, našega časa, tudi finančnih sredstev usmerjali v to, da smo poskušali slediti celotnemu procesu nastajanja same strategije. V ta namen smo organizirali znotraj občinske uprave tudi poseben urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje. Poskušali smo biti koordinator samega procesa znotraj naše regije in vse to ne za željo seveda, da komorkoli nagajamo ali poskušamo komorkoli škodovati, ampak predvsem s ciljem, da pripravimo takšno strategijo, ki bo pravzaprav sprejemljiva za našo širšo javnost. Vedno sem poudarjal in tudi danes to poudarjam, če bodo ljudje prepoznali v sami strategiji sebe, potem sem prepričan, da lahko vsi skupaj zagovarjamo takšno strategijo in da bodo tudi ljudje imeli zaupanje v sam proces. Če se moram danes opredeliti do tega, kakšna je strategija oziroma ali bi samo strategijo podprl ali ne, potem lahko mirne vesti rečem, da takšne strategije ne podpiram. Izključno ali predvsem zaradi tega, kajti strategija ima zelo ambiciozni izstop iz premoga, po drugi strani pa ta strategija pušča tudi na cedilu ljudi. Vemo, da smo v zadnjih letih, pa predvsem v zadnjih mesecih, podali preko 40 pripomb na samo strategijo. Ne smem reči, da pripombe niso bile upoštevane. Veliko teh pripomb je bilo upoštevanih in tudi po zaslugi teh pripomb je danes strategija veliko boljši dokument, kot je bila v preteklosti. Lahko povem, da so sami strateški in operativni cilji zelo dobro zastavljeni.